povedano, razvijati Cipre je živeti v varnosti. To se počnemo in navzven se zdi, da tudi zelo dobro, lepo. Kakšno pa je v resnici njegovo življenje v tem edinstvenem alpskem prostoru, še pomembneje, kakšno bo v prihodnosti. Alpe so bolj kot kadarkoli prej izpostavljene pritiskom. Izzivi, kot je moderno reči težava, danes so veliki. Podnebne spremembe, podnebna katastrofa, propad biotske raznovrstnosti, tu je še mrzlično iskanje novih in pa tisto, kar je še huje, obnavljanje starih energetskih virov, poklen pri izčrpavanju virov tega prostora, trajnostni razvoj pokleka pod zelenim, ampak množičnim turizmom in odseljevanje mladih. Kaj vse smo naredili, kaj nismo, pa bi morali, kaj bomo, da bomo tudi v prihodnje živeli v Alpah. Več kot rečeno, v naslednji dobri uri z mojimi sogovorniki, sopotniki, spremljevalci Cipre, dobrimi poznavalci Alp in slovenskega gorskega sveta. Z nami so doktorica Nevenka Bogataj, Peter Skobrne, Marjeta Keršin-Cvetelj, Jernej Stritih in pa Borut Pršovnja. Lep pozdrav vsem. Zelo pa res včasih. Vsak ima svoj greh. Čas je za novo vizijo, Alpe da rabijo reklame. Odgovorni turizem, kulturna krajina zahteva kulturne ljudi. To je le nekaj misli mojih sogovornikov. Za začetek sem si pa prihranila vašo Jernej. Cipra je žrtev lastnega uspeha. Pojasnite, prosim. Ja, kakor smo že prej slišali skozi to zgodovino Cipre, smo slišali, kako je Cipra šla skozi več faz razvoja in vsaka faza je bila označena v bistvu s tem, da je Cipra dosegla tisto, za kar si je zauzemala. Vemo, da ko dosežeš svoj cilj, takrat je v bistvu najtežji, ker pač si moraš postaviti nov cilj ali pa nisi več relevanten oziroma ne veš več, kaj delaš. Cipra je do leta 1991 dosegla to, da je bila podpisana Alpska konvencija, ki je bil v bistvu prvi mednarodni dokument, ki je nekako določil ali pa postavil vizijo trajnostnega razvoja eno leto pred svetovno konferenco v Rio de Janeiro. In takrat se Cipri ni bilo več treba za to zauzemati. Potem smo recimo postavili to vizijo mrež v Alpah, se pravi mreže lokalnih skupnosti, mreže zavarovanih območij. Te mreže zdaj zelo dobro delujejo in ne rabijo več Cipre za to, da delujejo. In zaradi tega po en stran se je vedno... Hočete reči, da je Cipra malo zaspala? Ne, da je Cipra zaspala, ampak da je Cipra pač kar nekaj stvari v svoji zgodovini dosegla, in zaradi tega je vedno treba znova najti novo poslanstvo, novo vizijo, zakaj delujemo. Zdaj sam, zdaj tudi glede na sivino brade, je očitno, da že kar dolgo kariero delam na področju trajnostnega razvoja in smo si najbrž v mladih letih predstavljali, ene 10 let bomo nekaj delali, pa bo pa vse v redu, pa ne bo več treba se z varstvom okolja s tem stvarmi ukvarjati. Ampak pač ugotavljamo, da ni tako. Da ni čisto tako, da mislim, da ni problem, da Cipra ne bi imela več kaj delati ali pa da bi spala, samo nekatere stvari, ki smo jih delali, smo jih dosegali, in se zdaj namesto tistih 10-20 ljudi, ki se je zbralo v Rotah Egedno, se zdaj v Alpah 100,000 ljudi s tem ukvarja. In to delajo in to verjamejo in to je v bistvu naš uspeh. Uspeh, ampak Marjeta, najbolj pa je treba izpostaviti. Eno Cipra navzven, oziroma Cipra kot Cipra in Cipra Slovenija. Ja, sveda je razlika. Če gledamo mednarodno Cipro ali pa Cipro v kakšni drugi alpski državi, pa Cipro v Sloveniji je tako mikrocipra, sam pa tudi mi mikroalpska država, jaz nikoli v življenju si nisem delala utvar, da ko prideš na vrh hriba, da zdaj pa tam lahko obsediš, ker vedno je potno zdol pa drugih hribi,
In tako kot je pač star rek, ne moreš dvakrat stopati v isto reko, težav ni nikoli konc. Mislim, to je v bistvu vsa lepota življenja, da moraš zmeri nove rešitve iskati za nove težave. Bi si pa mogoče šel v željo, vsaj za Cipro Slovenija, da tisto, kar je že narejeno ali pa že doseženo, ne bi potem zadnjo platjo podarili, zato ker mislimo, da ni treba več paziti na dragocene stvari. Ne? Ker nekaj izkušenj te vrste v Sloveniji, žal, smo pogoltnili. Jaz mislim, da dost in da zdaj ni treba več nobene take. Ne? In pač treba se zavedati, da nikoli nisi cilja dosegel, tako kot nikoli nisi v družini dosegel neke nirvane. Vedno se še kaj zgodi, ne vem, hišni ljubljenček pobegne, nova kriza, ne? Ali pa cvek nekdo dobi v šoli, nova kriza, skozi se nekaj dogaja in skozi moraš iskati nove rešitve. Ampak to je super, za meni to bogati, ne, v bistvu. In če je kaj pri Cipri dragoceno, tako pri mednarodnih kot pri nacionalnih Ciprah, saj zame je resnično velika dragocenost Cipre. To, da se lahko učiš od ljudi, ki imajo izkušnje. To, da je tam ogromno enih znanstvenikov, to je super, ampak znanstvenike najdeš tudi še kje drugje, ne. Pač, v strokovnih krogih se najde nekdo, ki je doktoriral točno iz tiste stvari, ki jo ti rabiš. Ampak da pa lahko črpaš iz izkustvenega znanja take množice ljudi, ki se srečujejo z izzivi v gorskih okoljih. Alpe tudi niso enoznačen prostor, so tudi zelo različne stvari v Alpah, ne. In za katerikoli problem ali pa izziv lahko takoj najdeš domačine, ki so že to pa to poskusili. Ene stvari so se posrečile, ene se niso, kako vam je pa to šlo. Mislim, to je pa neverjetna dragocenost Cipre. Ne? Ta množica izkušenj, ki so v praksi enim ratajo, drugim ne, zakaj pa mi, kako bi to naredili, da bi boljš funkcionirali, to je pa neprecenljivo. Ne? In jaz mislim, da mogoče težava Cipre v Sloveniji je ta, da se še mečkam premalo na to oziramo. Ne? Kaj vse ljudje vejo iz različnih virov. Ene stvari so se naučili v šoli, ene stvari so odkrili, ker so jih sami raziskali, ene so pa čisto izkustvena zadeva. Na to smo malo pozabili, pa smo nekatere dragocene stvari zgubili in zdaj se zelo samo, ker nismo pravočasno ljudi vprašali, kako ste pa vi tole rešili. Ne? Recimo, vodni viri, pri nas je voda problem v Alpah, ne, ker pač kje so vaše krave pile vodo, odkje ste dobili vodo? Kar naenkrat se pojavlja potreba, da moramo polivinil tlačati tam po enih lužah pa to, zato ker nismo pravočasno vprašali, kako se pa te stvari streže v resnici. Luža je tam pač se zdela samoumevna, ni, ne? Tako da to nas pa še malo čaka, no? Da še zarep ujamemo zadnje ostanke tega izkustvenega vedenja v prostoru, preden bomo res morali čisto pogruntati, kako rešiti precej pereče probleme našega alpskega prostora, od naravnih tveganj. Če pogledate stare hiše domačinov, nobene ne podre zemeljski plaz, večinoma so vse kar dobro držijo. Če se pa to že zgodi, kot se recimo v Logu pod Mangartom, je pa razlog ta, da niso poslušali domačinov, ki se sme sekati, pa kje ne. Tako da to se splača rešiti, dokler se še rešiti da. No, ko smo že omenjamo ljudi, ljudje so, ne? Raznoliki, kot je raznolika krajina, ampak eni znajo. Eni so dober primer. Ne nazadnje tudi varovanja Alp. Kimate. Hvala lepa, res je. Najprej se zahvalim za zaupanje in vas vse lepo pozdravim in bi začela v bistvu pri tem ognju, s katerim se je zaključila predstavitev. Tudi to zaupanje je ena oblika ognja in ljudje imamo en ogenj v sebi, eno moč, eno željo, je lahko ogenjček ali pa seveda cela Cipra ali pa cele Alpe, ne? Ampak ta ogenj, ta želja, ta motiv, ta znanja izkušenjska se mi zdijo osnova, na katero preredko ob besedi Alpe pomislimo. Pomislimo na strmine ali pa kakšno prav lepo sliko, ki gore kaže, redke je pa na ljudi.
In ti ljudje niso samo posamezniki, tisti znani, ne, ali plezalci, ali pa tisti, ki so ohranjali Alpe do zdaj, ampak tudi tisti, ki so precej brezimno ohranjali skupnosti. Ne. In to je tisto, kar morda jaz lahko prispevam v današnje srečanje, namreč skupnosti pa so trajne. Iz nekih preteklih skupnosti prek današnjih v neke prihodne se prelivajo te izkušnje, ki ste jih omenili. In te skupnosti zelo slabo poznamo in so, se mi zdi, najbolj ognjeni del Alp. Tisto življenje, ki je življenje. Ne? In tukaj sta vsaj dva tipa skupnosti. Eni tisti, ki živijo v Alpah in jih ohranjajo s posodabljanjem neke tradicije, eni pa tisti, ki prihajamo ali pa prihajajo. In tukaj se pa kultura majčkeno razlikuje. Zato tista misel, ne, kultura, Alpe so kultura. Ne. Zdaj, tisti, ki je dal izkušnjo Alp, ne, ki po naravnem, bi rekla, bogatstvu, so kar trde, ne, moš tam, če želiš preživeti, imajo sigurno do njih drugačen odnos, ne, kot tisti, ki samo pridajo, užijajo in grejo. In srečanje teh dveh skupin je pa morda en izziv za Cipro tudi, da uskladijo, ne, morda en, bi rekla, trajnosten način življenja, ki zna biti skromen, ne, pa mogoče en tak malo brezobziren, s premalo znanja, ki samo pride po svež zrak, ne, ali pa pod kamen pospravi svoje smeti, ali pa kriči na mestu, kjer se ne kriči, ali pa ki ne pozna, kje je izvir, ali pa kje je kakšna rožica, ne, ali pa kje lahko preživiš in kje pa ne. Tako da v teh skupnostih bi morda kasneje še tudi kakšno besedo rekla. Toliko za začetek. Odgovorno upravljanje s prostorom bi temu lahko rekla, ne? Tako je. No, ampak Cipra je z Alpsko konvencijo varstvo narave nadgradila z zagotavljanjem kakovostnega življenja v tem prostoru. Ne? In če tudi je zavezujoča, Alpska konvencija je v bistvu premalo upoštevana. Ali zakonodajalci pozabljajo nanjo, ali jo načrtno spregledajo. Pri nas govorimo, ker tle pa je, da me gledaš. Tudi v mojem imenu lep pozdrav in hvala za vabilo. Zdaj, preden na to, ker tako je bilo lepo za to, da bi jaz kar malo nadaljeval. Ker recimo zdaj, če gledamo mi satelita Alpe, ne, so recimo to res ena taka enota. Ampak potem, ko to zoomiramo do skupnosti, ne, vidimo pa blazno razliko in celo veliko izoliranost. Ne. In celo, recimo včasih, tudi kakšnega inbreedinga, ko prihajajo po teh dolinah, ne. Ampak, dobro, skratka ena taka lokalna zaprtost in pa tudi nobeno teh skupnosti ni imela občutka Alp. Ne. Recimo, Sočavani so rekli Sočavske Alpe. Tem hribov so na drug stran rekli Kamniške, ne? Gorobranci Savinske, tako da so se polni geografi pa slavisti stopili na mrtvo, kak se zdaj temu res reče. Ne? Ali pa recimo, če pogledamo območje Triovskega narodnega parka, 3 reke, 3 doline, totalno drugačne. Savska, Soška, Bohinjski del, ne? In zdaj recimo, kako zdaj tukaj zbuditi ta občutek enotnega prostora, ki pa je, naravno je pa to enoten prostor. In tukaj je ta velika dragocenost Alpske konvencije, ker tukaj je pa ta misel, da je to en skupen prostor, ki ga je treba, ki ima podobne probleme, podobne izzive in seveda zaradi tega so tudi smiselne podobne rešitve. In sodelovanje in tako naprej. Tako da tukaj in dejansko tisto, kar je rekel, konc koncev čudega, če se zadeve spojajo, kot pomeni, da smo dosegli, čeprav to imamo še zmeri rezerve. No, in zanimivo je to, da tudi Alpska konvencija v začetkih je bilo to tako nekako tudi bolj, vse so nekako tudi državni predstavniki pa to, ne? To je potem pol ta močna civilna pobuda prevzela to in je zanimivo, da seveda bila je pa potreba, da lahko se meniš kar češ, ampak vsaka država deluje zakonsko v okviru svoje države
In ne moreš ti recimo za neki iz Slovenije, pa takrat Jugoslavije, urejati v Italiji ali pa v Avstriji, ne? In zaradi tega je bila čisto logična ideja, da je treba tle postaviti nek mednarodni obvezujoč dokument, ki bi potem to vodil. In potem je bil še poskus kopiranja te ideje, je bil Karpati, pa imamo Karpatsko konvencijo, ne? Medtem ko pa seveda so bile to želje za Balkansko, to je pa veliko hujši izziv, ne vemo zakaj, mi bomo izkušnjeni, ne. No, ampak ideja je pa tudi ta, da se recimo en ta prostor, ki je naravna enota, ki ima podobne probleme, ljudje ga pa tako ne občutijo, da se začne to narediti. Tukaj le, zdaj seveda, kar se tiče izvajanja, je pa tako, ne. Mi smo že sploh, kolikor se spomnimo v začetku izvajanja Alpske konvencije, tudi nekako skušali malo racionalizirati, da smo z vsemi, mislim, ker se zelo tudi, instrumenti se zelo tudi prekrivajo, ne? Da smo nekako tako pri tem vodili. To ni nobeno opravičilo, ampak sam pač en tak pragmatičen pristop, ker smo pa približno vse enako šitko dela. In zdaj drugo pa je, pri teh stvarih je zelo pomembno, da imaš zakonski okvir, ker brez tega zelo težko funkcioniraš recimo v današnjih časih, kjer prevladujeta namesto jezika narave, jezik prave, ekonomije in pa načrtovanja. Tako da to gotovo, ne. Potem pa seveda zdaj, kako pol te stvari pa delujejo. Tukaj pa je pa vedno, to po mojih izkušnjah, je zelo pomembno, recimo res koliko potem je močen ta glas ljudstva, ne. Ker politika ima antene naštimane na število volivcev in če vidi kakšen problem samo od sebe pa težko, ne, ker zmeri so kakšni drugi. To je tako nasplošno, ne. Je pa tako, da zdaj, jaz sem časih tudi tako, ne samo pri Alpski konvenciji, zlasti recimo pri konvenciji o biološki raznovrstnosti, sem časih zelo tako skoraj depresijo padlo, recimo sploh na tudi globalnih srečanjih sem rekel, čemu to služi, mislim. Prav, da šel pot pa se zjopa, ne. No in pa takrat sem se pa rešil z eno tako mislijo in tudi se rešujem, recimo tudi, ali pa sem se zdaj s tem, me to več ne skrbi toliko, ne, ampak recimo sem rekel, kaj bi pa bilo, če tega ne bi bilo. In takrat pa naenkrat vidiš, marsikaj bi bilo drugače, ne. Bi bila lahko Haji Trnovo, Blezičnice na Triglav, mislim, marsikaj, Cerkniško jezero gotovo, ne, tudi bi bilo poplavljeno. Tako da, in potem, ko greš gledam jaz tam tele zapisnik z Cipre leta 62, takrat je Angela Pisken, to so kar širili to problematiko na Cerkniško in Planinsko polje, ne, ker je bilo aktualno tudi to. Tako da jaz mislim, da tukaj moramo biti potrpežljivi in pa seveda ne podcenjevati teh mehanizmov in reči vse skupaj klub, ampak jih izkoristiti. Saj pa, ko začneš drezati, vse kaj doselja, samo ne pa čakati, samo od sebe se mu ne zgodi. Čeprav včasih malo zaboli, ne? Seveda. Če se samo spomnim, to sprav, da je rekel 15-20 let nazaj je Cipra opozarjala na umirjanje prometa, zapiranje alpskih dolin, usmerjanje obiskovalcev, javni prevoz in kaj se je zgodilo, ne? Cestov vrata so asfaltirane in to je bilo to. To je bila kar klofuta, kaj mi ne daš bolj. Ja, lepo zdrav sem skupaj, res so se fajn videti, no, se mi zdi, da se zdaj že en cajt nismo, bi rekel, na tak način videli. Ja, zanimiv izziv si dala pravzaprav Marjeta, ne. Zdaj smo govorili, bi rekel, o organizaciji, o skupnostih, ne. Mogoče malo še o posamezniku v tej isti zgodbi in bom takoj prišel tudi na tole, ne. Jaz sem pri Petru Skobrnetu delal izpit za gorskega stražarja leta 1985, kot najmlajši sploh v zgodovini, ker si moral biti star 16 let, da si sploh tja prišel, ne. In ne vem, če se Peter tega še spomne, ampak to je bilo na lovski preži, na lepem kamnu v Kamniški Bistrici, ne.
Skratka, začel sem jaz pač skozi planinsko društvo jasno sprejemati pa spoznavati hribe in ves čas je bil sestavni del te zgodbe jasno tudi nek odnos do gora in do narave. Seveda potem Marjetine zgodbe, Marjetina filmska pripoved in tukaj moram tudi biti ponosen na našo Cipro, da je v bistvu že od samega štarta tudi štartala s filmom. Z Nevo Mužič recimo smo pripravljali pač filmske festivale in podobne stvari. No in takrat enkrat sem se tudi potem z Marjeto tako srečal, namreč sem bil takrat funkcionar Planinske zveze, pa se mi je zdaj, da lahko tudi kakšni novinarki malo solim pamet, kako je treba kakšne stvari narediti, pa me je Marjeta čisto lepo prizemljila pa rekla, počakaj malo, pač odnos do gora se gradi na drugačne načine. No in seveda tako sem pravzaprav čisto nevede, prihajal v to zgodbo in se s Cipro začel pravzaprav srečati že tam v 90-ih letih. No in meni je fascinantno to, kar je tudi Matej poskušal povedati, mi smo zlasti tam po tistem, ko se je ustanovilo društvo, kjer je pač Jernej dal svojo težo k tej zgodbi, pa nočem seveda nič slabega reči, ampak Milan je odigral izjemno pomembno, rekel to, začetno vlogo. Hkrati se nam je pa zgodilo to, kar je mogoče še danes malo bi se kazalo vrniti nazaj k tej problematiki. Namreč, ko je bila Alpska konvencija v Sloveniji ratificirana, so posod po svetu, se pravi posod v alpskem svetu, pač Cipre dobile, bi rekel način, koncesijo za to, da so to Alpsko konvencijo furale naprej. Ne samo na ravni ozaveščanja, ampak tudi na ravni raziskovanja. Pri nas je bil pa pač takrat neko stališče državnih organov, da pač, ker gre za mednarodno pogodbo, da se koncesije ne da dati neki civilni družbeni pač naravovarstveni organizaciji, kot je bila pač Cipra. Tako da jaz mislim, da bi to, in tukaj se vračam k Jerneju, v bistvu naloga itak nikoli ni upravljena, to, kar je rekel Jernej. Zdaj smo mogoče na točki, ko smo ta krog naredili, in bi se splačalo spet iti v tem delu nazaj. Namreč ne pozabiti na to, da je letos tudi 20 let od prvega mednarodnega leta gora. In takrat smo se raziskovalci povezali tudi z javnim pismom v takratni še prilogi Znanost v delu, kjer smo terjali ustanovitev Inštituta za Alpe v Sloveniji. Se pravi, da bomo to znanje, ki ga imamo in ki ga je tudi Nevenka pač poskušal osvetliti, tukaj je res veliko znanja, ampak povezanega, med seboj, bi rekel, oplemenitenega, tudi dejansko odprto sodelujočega, je pa potem stvar bolj, bi rekel, teh naših navez, poznanstev, pa tako naprej. Tako da Inštitut za Alpe v Sloveniji je sigurno nekaj, kar je, bi rekel, taka stvar, ki smo si jo tudi v Cipri takrat zastavili, pa jasno, da je to pač presegalo našo zgodbo. In če se vrnem k tebi, Marjeta, kdaj že so bili pač naši prvi načrti in za Vrata in za Tamar narejena? Kaj vse smo počeli v Logarski dolini? Kaj vse smo počeli pač na Veliki planini, že pred 20 leti? Skratka, takrat smo bili v resnici zelo v evropskem merilu spredaj. Jaz mislim, da so zelo dobro ujeli duha časa, žal pa seveda v tej Sloveniji imamo res to težavo, kako potem prepričati, bi rekel, skupnost, kako tudi ozavestiti pravzaprav to znanje. In zdaj pač pišem zakon o Visokogorju in sem se ponovno šel brati vso Alpsko konvencijo. 60 občin v Sloveniji v območju Alpske konvencije. 60 občin. In a se sploh v resnici zavedamo tega, ali imamo to identiteto. To, kar je rekel Peter, pač Angela Piskarnik je še Cerkniško jezero malo podvalila zraven. Seveda, Slovenija je pravzaprav vsa ta del te zgodbe. Samo medklic. Matej je prej omenil Slovenija letos, zdaj, kako se rekel, septembru, začenja dvoletno predsedovanje Alpske konvencije. Ampak pojmo mi na Alpe, na prihodnost. Alpsko konvencijo na pladnju oziroma z upoštevanju ali brez. Alpe dejansko niso samo
lepe gore, čudovita narava, jezera, v bistvu so Alpe en tak izjemno močan globalni ekonomski center, ne, sredi Evrope. Kako torej ohraniti ta prostor? A s težnjo po trajnostnem, odgovornemu razvoju v slamo proti toku? Ne, mislim, da so Alpe, tako kot so bile, ne vem, v 50-ih letih z ustanovitvijo Cipra nek glasnik tega, da je treba ohraniti naravo po drugi svetovni vojni in da je treba sodelovati med državami po drugi svetovni vojni, kjer smo imeli par let prej, v bistvu smo se pobijali med sabo. Tako so Alpe tudi v prihodnosti lahko svetilnik gostov trajnostnega razvoja, tako kot so bile z Alpsko konvencijo ali pa kot so še zmer. Jaz zdaj delam recimo kar dost na Kavkazu, delal sem dost v balkanskih državah in vsa druga gorska območja, pa tudi veliko drugih delov sveta gleda na Alpe kot na nek vzgled, kot na nekaj, kar si oni želijo, da bi tako bilo, potem jaz razlagam, ja, pa se ni vse tako zelo fajn, kakor zgleda v reklamah, pa ja, ampak če bi bili lahko pri vas, bi bilo pa super. Mislim, da je to pač tudi neka globalna odgovornost, ki jo tudi deli Cipra, tudi vsaj v drugih državah alpskih so tudi te globalne naravovarstvene in okoljevarstvene organizacije del Cipre tudi. Zdaj imamo ogromen izziv pred sabo. Izziv podnebnih sprememb, se pravi tako zmanjšanje emisij kot prilagajanje nanje. Alpe so laboratorij tega, ker tukaj se že vsi problemi kažejo že zelo dobro in tudi jih študiramo. Imamo globalni propad biodiverzitete, kjer spet je Evropa, pa z njo Alpe, so en del sveta, kjer se narava zaradi zmanjšanega pritiska ljudi tudi mogoče malo obnavlja, ampak hkrati vidimo, kakšne negativne vplive imajo zdaj podnebne spremembe na naravne ekosisteme. In navsezadnje smo pri varnosti, tudi, kjer je ta dilema, ali bo svet, to, kar je predsednik Pahor rekel zdaj v New Yorku, ali bo svet reševal te globalne probleme v sodelovanju, ali bo reševal tako, da se bomo vsak v svojo mejo naredili ograjo in potem krivili druge za našo nesrečo in streljali. To, kar pač vidimo, kaj se je zgodilo v Siriji, zdaj, kar se dogaja v Ukrajini. In tudi, če se spomnimo na nastanek Švice, tam so v bistvu nastala država iz 30-letni vojni zaradi tega, ker so ljudje v Alpah rekli, mi bomo branili svoj prostor in mi bomo na svojem. Tukaj tudi se Alpe soočamo s tem izzivom, da danes v bistvu je vedno več tudi priseljencev, delovno silo se rab za turizem iz drugih delov sveta, imamo pač vse te zadeve, ta dinamika zdaj v Alpah je tudi del tega. Niso Alpe samo Hajdi, pa Kekec, pa te lepote, pa kako ne maramo Madžarov, da vozijo rafte na Soči, ampak so del globalizacije, ali pa so tudi neka tarča globalizacije, kjer se moramo s tem soočati in se pač obnašati kot neko vodilno območje na svetu na tem področju, ne pa kot neka žrtev. Solidarno? Solidarno. Dogovoru? Ja, to je pač en najbogatejših delov sveta in imamo zaradi tega odgovornost, imeli smo tudi koristi od tega, mogoče Slovenija ima manj kot kakšna druga država, ampak Slovenija se mora tudi soočati s tem, da smo pač del razvitega sveta in imamo zaradi tega odgovornost. Ampak ključ je uravnotežen. Ja, mislim, da se zdaj tudi iz tega, kar je Cipra delala, ali pa če smo mi 20 let nazaj vedeli, kako se rešujejo današnji problemi s prometom, on najbrž nekaj vemo, in trajnostni razvoj ni, mislim,
za kakšne je raketna znanost, za nas ni, ne. Ampak ga je pač treba uveljaviti, zdaj časa zmanjka, ne, ni več, a bomo še malo počakali, bomo še malo razvijali težko industrijo, pa ne vem kaj, pa bomo pa varovali okolje, ne. Zdaj je časa zmanjka in zdaj treba vse naenkrat narediti, ker se vsi problemi naenkrat kopičijo. Kaj dodala, Marita? Ja, jaz bi rekla, da je mogoče ena težava, ki jo moramo rešiti in prestopiti, je sprenevedanje. To je neka veščina, ki je v Alpah zelo nizko cenjena. In te skupnosti, v katerih je gospa govorila, tega absolutno niso dopuščale, ne. Se pravi, nisi se mogel sprenevedati, da ne veš, koliko krav lahko pride na planino, ker so ti zelo lepo razložili, koliko je ura, ne. In v Alpah tega res ne marajo nikjer. In zdaj, ko govorimo o trajnostnem razvoju, ne, ena taka velika grdobija, ki Alpam zelo škoduje, je, da se delaš, da ne veš, kaj je to. Ne. In en zelo pomemben odločevalec slovenski je nekoč javno na televiziji povedal, kako on razume to besedo. Trajnostni razvoj je razvoj, ki traja. Ni čistko, ne? Tako da jaz mislim, da je ena naloga Cipre z vso svojo strokovno, z vsem znanjem, ki ga ima, pa tudi zaletjem ljudi, ki vejo, koliko je ura, je zelo pomembna naloga ta, da to sprenevedanje iz alpskega prostora izženemo ven, ker tam tukaj nima kaj iskati, ne. Če govorimo o nekem razvoju, ki naj bi prinesel kakovost življenju domačinov, je zelo jasno, kaj to lahko je, kaj pa to ni. Tukaj ni kaj slepomišati. In v trenutku, ko se nehaš igrati s tem, kaj je trajnostni razvoj, kaj je biotska pestrost, pa a mi res volka pravimo, pa kaj bi z njim, mislim, ljudem, ko se začneš z njimi pogovarjati, čisto normalnimi prebivalci Alp, ni nobenih težav. Oni točno razumejo, kaj in kako. Kmet bo rekel, sej super volk, razumem, ampak moje ovce niso hrana za volka. Jaz bi rad kaj drugega z njimi počel. Odlično. Pred kratkim nam je en gospod v avstrijskih Alpah lepo rekel, ampak vi Slovenci še znate živeti z medvedom in volkom, mi smo pa pozabili, kako se stvari streže. Pa smo se malo po glavi praskali, ne, pa smo rekli, ojoj, kaj pa, če smo mi tudi že pozabili, ne, kako to gre. Skratka, a ne, to je težava zdaj, to neko sprenevedanje o zadevah. Sej, ne. Jaz bi predvsem res rada videla, da se v Sloveniji ne bi več tako delali neumne, ne. Ne, trajnostni razvoj ni razvoj, ki traja, ampak je zelo jasno definirano, kaj to je. In samo to prosim, če lahko vsi sprememo, bo kar šlo. Ker ko se začneš res prebivalci Alp pogovarjati, to so zelo razumni in iznajdljivi ljudje, ker če ne bi toliko časa v hribih preživeli. Je pa res, da so včasih žrtve grdih manipulacij in večina teh stvari, ki jih recimo Cipra ne bi rada, da se v Alpah zgodijo, se pravzaprav ne dogajajo po volji prebivalstva Alp, ampak zato, ker ali so ustrahovani, ali so na nek način podkupljeni z kakršnokoli že manipulacijo, ampak ko ugotovijo, kaj jim je ta zadeva res prinesla, je prepozna. Takrat se že znajdejo v neki situaciji, ko rečejo, zdaj pa samo še to preostane, da mi gremo, ker to več ni zdržati, kaj se tukaj dogaja. To se je zgodilo nekaterim alpskim predelom. Šamonij recimo je tipičen tak primer, ker domačini sploh počnejo kaj iskati. To je ena stvar. Druga stvar pa je, ko mi govorimo o Alpah, velikokrat pozabimo, da Alpe niso samo neke idilične vasice tam nekje gor v hribih, ampak so Alpe tudi velika mesta, velika univerzitetna središča. Grenoble, Innsbruck, recimo prej je bil omenjen Trento, da je tam 450 ljudi prišlo na strokovno konferenco, ni noben čudež, ker je Trento tako močno znanstveno središče za raziskovanje Alp v vseh možnih ozirih, kulturološko in naravoslovno in še kaj, ne. Tako da, recimo, Ljubljana je včasih bila alpsko mesto, pa je potem se vsem nekako zdelo, da je to brez veze, kaj ćemo mi te Alpe, ne. Ampak to so neka središča tudi znanstvenega znanja, tudi nekih, neka vozlišča izmenjave vrhunske znanosti, če hočete. Tako da Alpe so marsikaj. Tisto, kar mene mogoče malo skrbi zadnje čase, je to, da se je Alpski konvenciji Bog postavil nek nov mehanizem, ki mogoče ni najbolj
srečno zastavljen za Alpe in to je makroregija Alpe, kjer pa absolutno prevlada nealpski prostor, interesi nealpskega prostora. In so Alpe v manjšini v makroregiji Alpe evropski. Ne? In seveda, pritisk ljudi na Alpe bo vedno večji. V Evropi že zdaj živi skoraj 80% ljudi v velikih mestih. Jasno, da so se stradani nekega doživljanja naravnih okolij in tako naprej. In zdaj je samo vprašanje, kako bo to doživljanje šlo. Ne? Vi lahko naredite prvorazreden adrenalinski park, vrhunsko doživetje adrenalinsko v eni opuščeni industrijski coni, v predmestju Münchna, komod. Ne morete pa nadomestiti doživetja enega naravnega prostora, to je pa nenadomestljivo. Zdaj se pa dajmo mi malo zmeniti, kaj bo v teh Alpah se dogajalo. Tisto, kar lahko naredite v industrijski coni, lahko prosim reči tam. Ker je na poti in domačinom in tistim, ki mogoče res zelo želijo malo miru pa tišine, pa končno tudi nekih izzivov, ni vse v udobju. Ravnotežje, ja, in odgovorno upravljanje s prostorom. Čigava naloga ima? Vseh. Jaz bi pravzaprav se res navezala tako kot prej in tudi na predstavitev, da raziskuje Alpe. Ne? In jaz bi vprašala, a mi res poznamo ljudi Alp? Namreč, če se spomnim enega srečanja v Morbenju, klele v sosednji Italiji, na mlado deklico smo spraševali, kam jeti, in ona je rekla, prvi stavek je bil, kaj delate tukaj? A sploh kaj tukaj lahko zanima? In mi smo bili pa tako očarani, kako je tam lepo in to ni šlo skupaj. Ne? Ona kot domačinka se ji zdi, kaj ste pa vi zašli v ta vogal, ne? In mi polhni enega tazga naboja, kot tudi danes vlada. Ne? Drug tak utrinek, recimo podatki spet tukaj za severni del Italije, kako svojo velik pritisk migrantov pravzaprav na rob države potiskajo tudi v Alpe. Ne? In se je prebivalstvo Alp na tem skrajnem severu silno spremenilo, še najbolj možno. Se pravi, kdo so zdaj prebivalci Alp? In jaz bi za prvo izhodišče pri teh skupnostih vedno vzela, da se nekdo mlad dobro počuti v svoji skupnosti. Ne? Skupnost se vedno sicer definira z razliko do sosednje, se pravi moja dolina, ne? Ali pa moja občina, moja vas, se vemo, boljši smo od sosednje, ne? To je jasno. Ne? Ampak je to res velik izziv, da se bo en mlad človek ponosen, da je tam. Ne da bo rekel, kaj pa je vas pa nesel v naš vogal, saj jaz komaj čakam, da bom od tam šel. Ne? In ena od velikih nalog, da omogočimo mladim, da bodo ponosni ali pa da bodo radi tam. To je pa povezano močno z vašim osnovnim vprašanjem o gospodarstvu. Ne? Namreč, a res vidimo prihodnost v taki razliki, da bo nekdo pač pasel ovce in ga bomo mi gledali, kako je trajnosten, ne? Drugi bojo pa drugače živeli. Ne verjamem, ne? Tako da to je eden od velikih izzivov, da bi se mladi bili ponosni na svojo trajnostnost ali pa te skupnosti. Ne? To bolj kot res izziv in da tukaj zelo malo poznamo ali pa vemo, ne? Kaj želijo, kaj pričakujejo mladi in šele oni bodo Alpe peljali v prihodnost. Ne? Zdaj s tem navalom migrantov ali pa še novim, ne vem, pastiri črni recimo v prihodnosti, ne? To vse take stvari. Druga stvar je pa, da je ta trajnost silno povezana z gospodarstvom. In te skupnosti, ki sem jih sama preučevala srednje, na spletu je možno pogledati, lani izšlo knjigo, za katero so na našem kmetijskem ministrstvu trdili, da jih ni več. Ne? In mi vsi vemo, da so. Ne? Zato je meni seveda zanimalo, v redu, koliko jih pa je, a so same rade ali je to nek relikt, ki bo čim prej v muzejih, na slikah in tako naprej. No in je bilo zanimivo, da na eno samo pismo, ne, ali se prosim lahko predstavite, ali delujete in če delujete, kako to gre, je prišlo 80 predstavitev sren, ne, agrarnih skupnosti uradno, ker je tudi pač ime v zakonu uporabljena beseda agrarna skupnost, drugače pa gmajna, jus, komun, ne vem, 7 smo jih do zdaj našli besed za to,
Ampak to so še kako žive skupnosti, ki so ponosne, da so take in v bistvu so to gospodarske enote. So lahko tudi dobri primeri dobre prakse. Jaz celo mislim, da Evropa v svojih gospodarskih težavah išče nove modele organiziranosti in ne samo v tehle naših 80, ki jih sploh ni samo 80, v knjigi jih je 80, veliko več jih je. Pa še tiste, ki niso registrirane ali pa so molčeče, ampak delujejo pa tako, a ne, je enak model kot po vseh drugih alpskih državah. A ne. To je, in celo, bom rekla, se Švica zdaj trudi Evropski komisiji dopovedati, da v kmetijski zakonodaji te besede ni, čeprav je cel alpski prostor, torej mnoge evropske države, to imajo. A ne. Tako da tukaj se neke spremembe dogajajo in prav je, da Cipra to ve, upošteva, morda celo tudi podpre. Predvsem pa njih podpre, da pravzaprav neko gospodarstvo razvijajo iz neke res občudovanja vredne preteklosti v neko občudovanja vredno prihodnost. Trajnostno, tako je. Ja, no, mogoče malo nadaljevanja tega, ne, zdaj, jaz recimo sem v enem projektu na Kaukazu, kjer poskušamo ponovno vzpostaviti take skupnosti. Ne. Pridejo te izkušnje iz Slovenije z nekaterimi temi poskusi, ki so delujejo, pa kakšnimi, ki niso uspela. Ne. Zelo prav, ne, in to je, gotovo je skupnostno gospodarjenje, upravljanje en garant trajnostnega razvoja ali pa trajnosti. Ampak pri Alpah ne smemo, mislim, zmeri znova pademo v to, da govorimo o pastirjih pa o turistih. Ne. Ampak Alpe so center, so izhodišče industrijskega razvoja v Evropi. Ne. Tukaj so bili rudniki, tukaj je bila vodna sila, tukaj so bile fužine, tukaj so bile glažute. Skratka, velik del zgodovine, a ne, pač Norik je Cezarjev skrboval z železom za njegove legije. A ne. Skratka, velik del zgodovine je industrijska zgodovina, a ne, in pa tudi transportna zgodovina. A ne. Pač v Alpe, mogoče bom polemiziral s Petrom, ne, obstaja nek stereotip, da so alpske doline zaprte, pa da se tam med sabo ženijo, pa da nobenega ne poznajo. Skoraj z vseh dolin alpskih so hodili ljudje čez zimo delati, tudi po par 100 kilometrov stran, ker ni bilo doma delati. Tovorili so, ne. Ogromen se je služil s tovorjenjem čez Alpe. Zaradi tega so Alpe pač toliko bogate v primerjavi z drugimi gorstvi, ker so bili med dvema deloma Evrope, kjer je bilo treba pač upravljati transport, ne, in še iz predrimskih časov, ne, so te transportne poti in so ljudje od tega živeli. Imamo furmanske vasi pri nas od, ne vem, v tej cesti čez Notranjsko, ne, Loh pod Mangartom je tipična furmanska vas, ki je od tega živela, pa rudarska hkrata. Ne. Tako da pomemben v Alpah je to, da je vedno gospodarsko bilo diverzificirano, ne, bilo je čim več različnih virov dohodka, čim več dejavnosti in ravno tako je za prihodnost. Ne smemo pristati na neko monokulturnost, ne, zdaj bomo pa samo zabavali turiste iz velikih mest, pa iz Indije, pa iz Kitajske, pa iz Koreje, ki bojo hodili tukaj, pa si lederhoze, pa švicarske klubuke kupovali. Se smem navezati, te vloge transporta, mislim za industrijo, ne, te vloge so zdaj prevzeli drugi, ceste, železnice, karkoli. V bistvu iščemo, katere so vloge Alp za prihodnost in v okoliščinah podnebnih sprememb je to sigurno rezervar vode. Ne? Za vsa ta naselja, ne samo v Alpah, ampak pod njimi. Ne? Tako da, ko bi se domačini zavedali, da so varuhi vode, domačini se zavedajo, problem je, da jim noben noče tega plačati. Tako, no tukaj pa naša vloga, da to pomagamo, ne? Verjetno. Evian plačuje zelo lepo. Ja, no, vse. Pač, ampak je treba ljudem priznati, ne? Sej v tem je nekako tudi težava tega sprenevedanja. Ne? Recimo, v Sloveniji imamo lepo v zakonodaji na področju narave in tudi kulturne dediščine.
ustanova, ki se reče v zakonu predvidena pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Če si ti lastnik nekega posestva, kjer se nahaja bodisi kulturna dediščina ali naravna in se od tebe pričakuje, ali da nič ne počneš, ali pa da nekaj posebnega počneš, je pač zato predvidena ustanova varstvo ali skrbništvo. Se pravi, ali izključam iz rabe, ali pa nekaj posebnega tam celo izvajam, moram jaz za to nekaj dobiti, ker neko javno dobro oskrbujem, ščitim, pač pazim na ga, to se pri nas ne dogaja. Medtem ko v ostalih alpskih državah se pa tega že zavedajo. Voda je recimo ena taka stvar. Če boste vi moje pač vodne vire črpali in če zaradi tega moram paziti, kakšno je kmetijstvo na celem zaledju, potem tisti, ki to vodo prodaja, prosim, ne izvoli kaj plačati tem kmetom. To je normalen razmislek. Če pa vi rečete trajnostni razvoj, ki traja, potem se to odpade. No, ampak ali pa so tudi naše ogledalo najbolj, odplake v vodnih virih. Omenila jih je ravno ena taka zgodba prav Cipre, začetka meseca, odplake v Dvojnem jezeru, alge v Dvojnem jezeru, ena zadnja tudi v Blejskem jezeru, dodatno klorirana radovna. Ali ne iščemo krivca, ali ne raje najdemo rešitev? Krivce poznamo. Nujno je treba oboj narediti. Krivce poznamo, nas najbolj. Jaz se še zelo dobro spomnim, mislim, da sem bil drugič ali tretjič na vrh Triglava, ker je bilo takole do pasu skor flaš od vinjaka noter v Aljaže na stolpu. Ta problem smo rešili v Sloveniji. Ampak rešili smo ga znanjem, ne? Ne, sej, sam pravim, da... Z eno zelo jasno odločitvijo, recimo planinska organizacija leta 1987 na skupščini sprejela dokument planinska organizacija in Alpski svet je bilo naslov in tam noter je bilo določeno, da bomo pa začeli smeti nesati v dolino. In v resnici za to, da so danes slovenske gore čiste, so to krivi otroci. In vsi tisti, ki smo kot vodniki, kot inštruktori, kot mentori to prenesli v pač vrednostni sistem. In znanje je siguren ključ do vsega tega, do vseh teh stvari. Jaz sem sam vsakič znova pravzaprav presenečen, kako to znanje pravzaprav na eni strani, pač, jaz sem šel čez vse to, kot vodnik in sem vodil in pač to znanje razdajal na vse žive konce. Potem sem skupaj z Marjeto postavil nov sistem usposabljanja v Planinski zvezi Slovenije, varuhe gorske narave in tako naprej. Z Marjeto sva šla še naprej, sva na privatni univerzi oziroma na privatnem visokošolskem zavodu postavila tudi trajnostni turizem kot študijsko smer in tako naprej. Ampak mi je zanimivo, da ne glede na to, da je veliko ljudi šlo čez vse te procese usposabljanja, nenazadnje tudi številni naši kolegi, tudi iz Ciprinih vrst, jih danes videvam v turizmu, pa so v resnici pozabili na vse tiste, bi rekel, in vrednostne sisteme in nenazadnje pač na ključna znanja, ki jih pač prenašajo. In tukaj se vračam na ta izziv, ki ga je pač Marjeta postavila, prenehati se je treba sprenavedati in odgovor je samo znanje. In začne se že pri tem, da pač gorniški športni dan, ki bi ga mogli vsi otroci, v sistemu imamo odlično, se pravi, vsi otroci v Sloveniji morajo v vsakem razredu iti na 2 gorniška športna dneva, se pravi, to je 2x9 je 18 športnih dnev z gorniško vsebino, ker bi se morali naučiti hoditi v hribe. Ampak to, da se naučijo hoditi v hribe, to je slovenska šola gorništva, pomeni, da ima tudi odnos do gora, da ima tudi odnos do doživljanja narave, da zna tudi to, kar je prej bilo povedano, da se znamo o naravi tudi izrazati. Da imamo pač pesem, da imamo tam fotografijo, da imamo tam film in tako naprej. Ampak tukaj se začne in mi se sprenavedamo in seveda v šoli nihče od nas ne deležen kakovostnega športnega dneva, z cele vrste razlogov, ampak tudi tam zadaj je sistem, ki preprosto ne funkcionira. In če mi ne bomo začeli na te stvari pač opozarjati in težiti, in to dosledno težiti in šolskim oblastem, in planinski organizaciji in vsem ostalim,
je pač seveda prijetna druščina in bomo pač to tudi publicirali. Ne. Samo ne moramo čakati na šole, da bi rešile problem odpadkov. Seveda ne, itak da ne. Ampak govorim, da je to samo en košček, ne, v tistem smislu, da pač nekatere rešitve so na dolgi rok. Ne. Ampak mi smo to že vse v rokah imeli. Ne. Imeli smo dobro zgodbo, imeli smo pripravljen sistem, pa tega preprosto več tudi na nevladni sceni, ne, govorim pač o gorništvu kot takem nimamo. Ne. In za konec sam še to, ne, treba je krepiti identiteto, definitivno. Ne. Identiteta povezana z varstvom narave, pa s tem, kar mi počnemo, je pa hoja. In je zanimivo, da mi kot Slovenci, ne, o hoji, ne, kot taki, pravzaprav ne govorimo veliko, nimamo lastnih avtorjev, zdajle nekatere založbe odlično cvetijo, ko prevajajo pač Toroja, prevajajo pač vse ameriške avtorje, Moore je recimo razprodan, tako rekoč v trenutku, ne. Mislim, zakaj ne beremo Mrete Keršič, zakaj ne beremo Petra Skoberneta, pa še koga, ne, ker, mislim, to smo mi, ne. In ko imamo tlele pač pot iz Stahovce na Veliko planino, Svetega Primoža, ki je najstarejša pravzaprav hodna pot z izjemno velikimi sporočili, ne. Romarska, pastirska, planinska, kjer se je razvilo pravzaprav ta souporaba gorskega sveta, kateri danes težimo, ne, ki mora biti uravnotežena, ki mora biti del trajnostnega razvoja, ne, je to preprosto nekaj, kar danes pač se tam odvija nek humanitarni dogodek gor, ampak je v resnici to samo raba prostora, prav nič drugega. Se lahko z enim stavkom navežem? Ja, znanje, absolutno. O naravi, pa tudi o družbi. In del družbe je, kako je ta družba organizirana. In tukaj najdemo vzrok, zakaj so mene srednje ali pa sosedske zanimale, ker me zanimalo, kako delujejo in zakaj so trajnostne, zakaj tisočletja do danes, ne, in še bodo. Pa so se dinamične spremembe vmes dogajale. Absolutno, pa tudi ljudje so se menjali, pa razne tudi socioekonomske, politične vojne in tretje, ne. Enostavno delujejo na drug način, kot danes družba deluje. Mi vsi, se pravi tudi nevladne ustanove ali pa šolstvo in tako naprej, so drugače organizirani. In drugače odločanje poteka v njih. In zato ni slučaj, da so potem takele težave. Ne? Tudi ne bo to, kar prišlo blizu skupaj. Ampak lahko pa tisti, ki poznamo ali pa poznate in delujete prav z namenom ohraniti ali pa tudi uveljaviti Alpsko konvencijo, bližate družbo nekemu modelu organiziranosti alpske družbe, da rečemo, ne? Kjer je recimo Srenja, ki je gospodarska enota, enkrat na leto se sestala pa delovala. Ne? Če pogledamo že našo kjerkoli inštitucijo, kaj šele recimo upravne, koliko sestankov je, ne? Pa koliko so recimo učinkoviti ali tako. Tako da tukaj je organiziranost in delovanje družbe absolutno tudi eden od izzivov. Ne samo recimo varovanje, ne? Ki je predpogoj, da so, če ne ohraniš Alp, nimaš pol kaj več študirati, ne? Ampak kako družba v njih deluje in da se nekdo v takem modelu pa dobro počuti in želi tam ostati in to ohraniti. Ne? To vidim kot zelo velik izziv. Ja, v tem primeru je seveda ona idealna reč je, da Alpe tako vzamemo za svoje, da jih ne rabimo več varstva Alpa. Ne? Mislim, da je to že del življenja. Ker zdaj je ta problem recimo tega trajnosti, pa kot praviš ravnotežja. Ne? Zdaj kaj? Po industrijski revoluciji imamo eksponentno rast porabe energije. Ne? In zdaj, ko damo to na tehtnico, na eni strani eksponentno rast energije, kaj pa zdaj na drugi? Ne? Znači, takole gre. Ne? In to gre globoko in problem je velik, je toliko velik, da se ga pravzaprav, ne vem, ali se ga ne upamo ali pa nočemo lotiti. Ker če bi se ga mi hoteli lotiti, imamo kot človeštvo dosti znanja in tega, da recimo te stvari prijemo. Sam pa prijemo pa spet tako, pa prijemo pa do skupnosti in do teh modrosti, ker v Alpah, oziroma sej, kjerkoli, samo v Alpah se najde obdržati, ker je to ta povezava z naravo tako, bi rekel, neizbežna. Ja, neizbežna. Ne? No in seveda, in prijemo pol do tega in zato so tudi te skupnosti ranljive zdaj zaradi tega načina življenja, ko ga živimo. Ne? In tukaj so zelo enostavne stvari, pohlep, udobje
In seveda, ko ti vidiš, se ti zdi malo že neumno, in začneš stvari se začnejo drugače odvijati. In tukaj imamo eno tako zelo močno opozorilo, imamo v zgodbi o povedki o Zlatorogu, ker te zgodbe so tiste, ki so bistvena sporočila prenašala, ne? In tukaj noter je eno, ki v bistvu je ključ, ne? To se pravi, trentarski lovc so mu bele žene ob rojstvu zagotovile, da bo udobno živel, da bo skrbeli za njega. In edino Zlatoroga naj pusti. No in potem, ko je bil v Mostu na Soči v Krčmi, tam je bila ona fletna hčerka, in potem in pa so tudi furlanski trgovci, seveda, Alpe so bile seveda tako povezane, ampak so bili pa tudi skriti izolirani kotički, ne. No in ona je rekla, ti Trentar, ti mi sem tiste neke rože nosiš, ne, tole, tile, fantje, lahi, ne, pa kaj konkretnega prinese, ne, kaj za okrog vratu, kaj za ušesa, pa to, ne. In v tem trenutku je Trentar dobil občutek, da je reven, da je prikrajšan, da mu nekaj manjka. S tem, da je imel zagotovilo, da bo dostojno lahko živel do konca življenja. In to je tista točka, kjer smo vsak od nas je ranljiv. In tukaj mi lahko govorimo o varstvu ali pa to, ampak takrat, ko priješ ti do te dileme glede svojega nečesa, pa takrat rečeš se ni. Se to pa to knjiga. In tukaj je tisto sprenevedanje, o tem tudi Marjeta govorila. In tukaj imam jaz tudi sam se pa veliko to sprašujem, koliko se jaz recimo tudi na dan sprenevedam. In to se seveda pa sešteva in potem ne moš ti te tehnice, kjer ima na eni strani eksponentni razvoj in pa še en tak izraz, ne samo za trajnostni razvoj, to je pa zelena ekonomija. Veš, kaj je ta zelena ekonomija? Tista, ki raste. Lahko raste s tem, da predeluje smeti, da nekaj dela dobro za okolje, ampak raste, rabi energija in to. In tukaj ne pridemo ven. In recimo zato Alpe so pa fajn zato, ker tle so tisti točki, kjer je še znanje, kjer bi recimo še lahko skušali razmišljati drugače, ampak to je tako. Dokler ne bomo mi hoteli te stvari rešiti, sam s tem ne bo rešiti. Zdaj smo pa naleteli, to je zelo dobra istočnica, naleteli smo na eno pomembno zadevo. Ja, namreč povestica o Zlatorogu, pa legenda ali pa mit ali kakorkoli, je alpski, rodil se je v alpskem prostoru. Sicer kot odmev sredozemske zgodbe, ampak vseeno, v taki obliki je alpski mit. Se pravi, da so ljudje, ki so si to zgodbo pripovedovali, hoteli neke vrednote izpostaviti, ki so zelo alpske vrednote lahko. In ko pa začnemo mi govoriti o vrednotah, se je pa treba soočati seveda z enim dejstvom. Vrednote ne obstajajo same po sebi. Vrednote pač neka skupnost mora se zelo truditi, ogromno energijo vložiti in celo posebne člane skupnosti pooblastiti za to, da to delajo, pa še vsi drugi se trudijo vse skupaj, da neke vrednote, ki so jim pomembne, prenesejo iz roda v rod ali pa tudi tistim, ki na novo v to skupnost pridejo, se priseljevanje ni pojavil 21. stoletja, to se dogaja skozi, ali pa so neki begunci se pojavili, ali pa so se neki čudni ljudje zatekali v te alpske prostore. Z raznih razlogov so prihajali in tudi odhajali, to že vso zgodovino, ampak neke vrednote, zdaj s svojim novim rodovom in nekim prišlekom, ki od zunaj prihajajo. Kaj je nam res pomembno tukaj v našem prostoru? Kaj so naše vrednote? Kako želimo, da življenje teče? Kaj je tako pomembno, da ne bomo pohodili? Kaj bomo ohranjali za naslednje rodove? Kjera stvar nas pa mot, pa si jo želimo čim prej znebiti, pa pozabiti, da smo ga tako polomili kdajkoli v življenju. In zdaj seveda, to je pa zelo naporno. In se ne zgodi samo od sebe. In tukaj bi se jaz navezala na Boruta, koliko energije je Planinska zveza, recimo, pa pustimo, ni bila edina, so pa še druge skupnosti, ki so to počele. Koliko energije bo potrebne, da so smeti začeli ljudje nositi v dolino? Ne samo časovnica, ampak tudi koliko truda, sporočil najrazličnejših,
Kaj mi je pomembno, a lahko prosim ne, a lahko tole daš nazaj na krtnik pa dol odneseš. Torej, enormna količina. In kako hitro se to lahko razblini, če kar nalepam, nihče več na to ne pazi. Ne? Se pravi, nikoli ni to končana zgodba. Ne? Zdaj se je treba samo vprašati, kdo bo še se toliko potrudil, da bo te vrednote naprej vzdrževal ali pa kakšno že malo pozabljeno mogoče vrnil nazaj v skupnost, v neko širšo skupnost. Recimo, kaj je dostojno početi, ko prideš na obisk nekam v neke kraje, kjer nisi doma, pa so tam neki drugi ljudje doma, a se spodobi kar nekomu na travniku parkirati. Da je to nedostojno vedenje, že pustimo mi vse ostalo, varstvo narave pa tako naprej, ampak da to ni način, kako se obnaša civilizirana oseba. Kdo te vrednote skuša v skupnosti vzdrževati ali pa jih podpirati? Ne? Jaz imam en grozen občutek, da vsi skupaj mislimo, da bojo kar sami od sebe se tam pojavljali, ne bojo se. Ne? No, jaz mogoče sem malo bolj optimističen, ne? Ker zdaj po teh 2-3 letih korone, ne? Pa če pogledamo, kaj se dogaja v teh mlajših generacijah, v smislu vrednot potrošniških, v smislu tudi teh petkov za podnebje in tako naprej, ne, tega nekega mladinskega ali pa mlajšega gibanja, ne, kjer v bistvu mlade generacije zdaj vidijo, da v primerjavi z našo generacijo nimajo obljube eksponentnega razvoja. Ne bo jim šlo življenje na boljše. Če bo tako ostalo, kot je zdaj, bo lahko kar zelo veseli. Ne? Tukaj se dogaja zdaj zelo velika sprememba. Ne? In če zdaj govorimo o obiskovalcih Alp, pa o obiskovalcih narave, ne, kjer se je povpraševanje potem zdaj bistveno povečalo in imamo zdaj en kup ljudi, ki niso šli skozi to neko vzgojo organizirano glede športov v naravi ali gibanja v naravi in tako naprej. Ne. To lahko gledamo kot grožnjo, ne. To so zdaj necivilizirani ljudje, ki se ne znajo obnašati, ali pa lahko gledamo kot na priložnost, ne, da so te ljudje zdaj motivirani, da nekaj spremenijo v svojem življenju in da jim lahko ponudimo neko novo kulturo, neke nove navade, nek nov način obnašanja, ampak se je treba pač z njimi ukvarjati. Ne. Če samo grdo jih gledaš, pa če jih občinski redarji v 5 zjutraj budijo v tistih kemperjih na parkovcih, jih ne boš vzgojil, ne? Odgnal jih boš, pa slabo voljo povzročaš na vse strani. Ne? Tako da mislim, da pač danes smo govorili kar dosti od tega, kaj smo v zadnjih 70 letih, po 30 pa tako naprej naredili, ampak mislim, da če recimo pogledamo lansko izkušnjo, ne, z referendumom za vodo, kjer je bila Cipra ena od pač teh v kampanji, ne, in koliko so se dejansko mladi ljudje angažirali za to. Ne. In dejansko postavili neke meje politiki, ne, ki jih bo zgleda spet mogli postavljati, tudi ne glede na katera barva vlade in tako naprej. Ampak ne bi rekel, da ni možnosti za naprej. Ne? Izzivi so pa veliki. Turizem je generator razvoja, ne? Tudi trajnostnega, ampak odtis, ki ga pušča, je pa precej velik. Ja, problem v turizmu je, da največ zaslužijo nepremičninarji. Ne? Kelneri pa vodiči pa tako naprej lahko preživijo, velike profite delajo pa nepremičninski špekulanti. Ne? In tam se pol zmeri znova, če gremo gledati v Šamoni, ali pa v Davos, ali pa v Verbier, ali pa v Kranjsko goro, ali pa v Bovc, ali pa v Bohan, ne, zmeri ista zgodba. Ne? Pač na koncu turizem uniči tisto, zaradi česar se je začel, ne? Ali pa gledati. In tukaj, ja, magične formule, če imate možnost 10-kratnih dobičkov pri spremembi namembnosti zemljišča, je težko najdete, ker se zmeri znajde, ker bodo neki kotel. Tukaj je stvar tega, kar ste Nevenka pa Marjeta govorila. Ne?
če skupnost drži skupaj, pa si postavil svoje lastne cilje, jasne cilje, kaj hoče, kako hoče, pa je malo konzervativna, pa zoprna, ne, potem lahko nekaj ohrani. Ne. Če pa zgubi kontrolo, ne, nad lokalnim političnim procesom ali pa tudi nacionalnim in tako naprej, potem pa pač pride, kdor pride in se okoristi. Ja, samo eno izpeljava. Zelo pomembno pri tem je vedeti, kaj je skupnost. Ne? In te masovne, pa podnebni, ali tudi tole, kar ste dosegli za vodo, to ni vedno na prostor vezana skupnost. To je pa ravno zelo bistveno, sploh v alpskem prostoru, ker svojo fizično dejavnostjo s hojo, če hočete, ne, pokaže, fizična dejavnost je del te identitete in skupnosti. Hotela sem pa še nekaj reči, tudi jaz sem zelo velik optimist, zato ker če je Cipra 70 let dobre zglede dajala, ne edina. Mladi so sami gledali in če so bili signali ta pravi, sploh ni skrbi, naravno skrbeta. Ne? Verjetno je pa v teh konkretnih reševanju konkretnih problemov, kot ste vi recimo tele steklenice, ne? Veliko večja sporočilna moč, kot pa v teh mogoče masovnih nekih idejah ali pa gibanjih. No? In za prihodnost vsekakor vidim to kot boljši, ali pa sama tudi skušamo to smer delovati. Toliko. Je pa res, ne, da so včasih skupnosti ranjene. Ne? Zelo. In moja izkušnja, jaz zelo rada z ljudmi se pogovarjam, kaj pa vi mislite, kako pa vam pa tako naprej. Tam, kjer imajo ljudje občutek, da imajo moč odločanja, da lahko o svoji usodi odločajo, da imajo neke vzvode, ali je to tradicionalna skupnost, ali je to občina, ali kakorkoli je že stvar organizirana, tam, kar znajo braniti neke svoje interese in znajo postaviti mejo in znajo tudi načrtovati razvoj, ker vsakmu jasno, da tudi njegovi otroci rabijo neka delovna mesta, da more to vedeti naprej. Zelo se pa stvari zapletajo tam, kjer ljudje dobijo občutek, da itak pa vsem odločen nekdo drug in da nič ne morajo, kaj smo pa zdaj mi, a ne, bože, mislim, to je pa hudo, ne? In meni je zelo hudo, kadar naletim na neko skupnost, ki je do te mere ranjena, da se vda v sodo in reče, sej mi nič ne moramo, itak, to je sicer nam zelo pomembno, ampak kaj pač smo, pa naj naredijo, kar mislijo, se tako in tako ne bomo preprečili, to je pa žalostno. Ne? Bohanje se gre učiti. To se je zgodilo v Šamoniju, ne? Ker je to angliških upokojencev živi tam in ne želijo. Ja, kar seveda. Zdaj, primer se spomnil na avstrijskem Koroškem, to se pravi vas Selje. Tam je bil, sicer zdaj ne vem, to je malo starejši primer, ampak smo se tam pogovarjali z enim domačinom in smo rekli, nobenega vikenda tega nimate. Je rekel, Dunajčani precej hodijo, pa Dunaj ni tu bliz. Je rekel, prav, en je naredil vikend in ko so domačini videli, kako to zgleda, noben je hotel zemlje prodati. Ampak tukaj je skupnost pač delovala konzervativno in tako in je to šlo. Ne? Recimo, kaj vem, v Bohinju je to popustilo, ne? Recimo v Ukan so popustili, v Ripčem Lazo popustili, marsikje, ne? In je to tako. Pa tudi, je pa tudi, recimo tudi Bohinj je zelo heterogena, ne? Stara Fužina je gastarbajterska vas, ker to so prišli delavci z Furlanije in to na Fužine delati in zato tudi rečejo, Fužnac Gana, ne? Reče, ker so tudi temnejših je več in tako, ne? Ampak to je vsaka taka reče, pa je res tudi svoja zgodba. Proti koncu gremo, kaj se obeta Alpam jutrišnjem? Ali je čas za kakšno novo vizijo? Meni se recimo ta vizija, ki je bila že rečena, da je dejavnost Cipre, da je vizija, ne? In to je to, da so Alpe kot Alpe in dejansko se zdaj spreminja tudi ta, paradigma nova je, da Alpe v bistvu so tisti, kar je ne rekel, so središče. Zaprav mi imamo zdaj okrog in okrog to in Alpe v bistvu ne povezujejo več samo čez tele, San Gotthard in te prelaze, ampak so zdaj postale
drug način razmišljanja. In tukaj jaz vidim v tem eno prihodnost, ne? In za Cipro in za Alpe. Tudi nov, ker to pomeni nov način razmišljanja. In nov način razmišljanja lahko zmeri tudi kakšne nove rešitve. Alpe so bili vedno prostor inovacij, velikih inovacij, tako kot je rekel Jernej, to noriško jeklo, mislim, to je bila taka tehnološka bomba, da si danes težko predstavljamo, da sploh lahko si izmisliš nekaj takega. Neko orožje, ki je predrlo tiste stare uklepe, tako kot maslo, ne, a si predstavljate. Mislim, Alpe so vedno bile prostor nekih pogruntavščin. Tudi to, kar se zdi zelo enostavna stvar, naprimer bohinjski stan, ne, po planinah gor. Ja, kar postavite ga, če znate, ne, to je mojstrovina, mislim, enega brihtnega reševanja tehnoloških problemov. Tako da tukaj, ja, seveda, in to je bistvo tega, kako so ljudje sploh v tem prostoru preživeli. In zdaj so seveda razvojne ideje zelo različne in zelo inovativne. Recimo v določenem delu italijanskih Alp se je izseljevanje zelo močno nehalo, celo se že nazaj vračajo ljudje, ne isti, ampak drugi, na iste vrednote, to je zanimivo, ne, ker jim je ta prostor ljub njihovim vrednotam, v trenutku, ko je postalo možno delo nadaljavo. Se pravi, imate vi zdaj lahko arhitekte in financarje, ne vem koga, ki iz ene alpske vasi lepo vse svoje globalne biznise fura in ni problem. Problem pa nastane, ko gre otroci v šolo. Ne? Tam je pa treba neke socialne rešitve iskati. Seveda tudi šolanje nadaljavo, ampak to ni isto, ker se morajo otroci tudi družiti in tako naprej. Zelo inovativne rešitve je treba. Ne? In tukaj je tudi Cipra recimo postregla že pred leti. Smo imeli projekte prihodnosti v Alpah, kjer se je iskalo inovativne rešitve gospodarskega razvoja, pa socialnega in perfektne ideje imajo ljudje. Perfektne. Zdaj seveda je pa samo treba poskrbeti, da to ne štrli ven iz nekih državnih zakonodaj, pa davčnih in ne vem kakšnih, ker tam se začnejo težave. Kako bom jaz ta svoj poklic zdaj peljavil? 2 meseca na leto delam kot pastir pa krave, mauzam, pa sir delam po starih metodah, potem sem 4 mesece smučarski učitelj, 2 meseca spet sem vodnik po nekem zavarovanem območju, ker sem slučajno še botanik. In kako bom zdaj davke plačeval? Kot kaj? Ne? Mislim, te stvari zahtevajo pa nek posluh širše skupnosti, ki mora pač prisluhniti zelo dinamičnim, inovativnim možnostim, ki jih Alpe nudijo. Resničnega trajnostnega razvoja. In jaz sem prepričana, da se bo prebivalstvo Evrope zelo zatenkalo vsa naravna okolja, ne samo v Alpe. Vse ostanke svojih gozdov, vse tiste reke bojo hodili gledati, ki so še kakor tok naravni vodotoki, kako voda teče in tako naprej, zato ker je to preprosto biološko homo sapiensu neka potreba, ki jo mora zadostiti, ali se pa zadeve zelo zapletejo, zdaj že vemo, da ima to tudi čist fizične zdravstvene posledice, da v duševnih sploh ne zgubljamo besed. Skratka, ohranitev nekih naravnih okolij, kjer človek še lahko se sooči s svojim človeškim bistvom v odnosu do stvarstva, rečemo temu. Jaz mislim, da to je dragoceno premoženje Alp, ki ga je treba nekako braniti. Voda, potem pa inovativno razmišljanje. Prebivalci Alp so vrhunsko brihtni ljudje. Temu je Prešeren zelo duhovito rekel rovtarske Atene. V mislih je imel pa genialnost reševanja praktičnih problemov. Ne. Jaz sem tudi optimist in če tlele mogoče malo to, kar je Jernej povedal, pa tudi ostali kolegi zdaj. Jaz mislim, da je naša vloga Cipra, če zdaj rečem tako, v smislu, da smo aktivni prevajalci, ne, med domačini in politiko in da jim predvsem res smo jim, bi rekel, v oporo takrat, ki je treba povedati, da obstajajo razlike, ne, med vrhom in dolino, da obstajajo pač velike razlike med dolino in ravnino in da je treba pač te razlike, ne, poudarjati in spoštovati. Tako da ja, jaz sem tudi pač optimist in verjamem v znanje in v te inovacije, ker Alpe so da vedno drzne, ne, tudi stvari, ki jih naši alpinisti počnejo in ki smo jih pač, rekel, kot lastno slovensko pot utirali tudi v tujino, so živ dokaz za to. Tako da ja, moramo pa skupaj stopiti, ne, tako da to je to. Pa ljudje, ki prihajajo
morajo vedeti, kam prihajajo. Seveda, sej, zato pa pravim, znanje je ključno, ne? In boriti se moramo vsi, to znanje čim več posredovati naprej. Jaz se tukaj seveda strinjam z Jernejem, da pač te mladi ljudje sami po sebi niso krivi, če vstopijo v svet gorniško neusposobljeni ali kakorkoli. Tako da ja, tukaj jim je treba ponuditi vse možnosti, roko, kolikor se pač le da, ne? In se pravim, hkrati izostriti, tukaj pa mogoče res naslavljamo politiko, ne? Pač Alpe so poseben prostor, ne? So inovativen prostor, so prostor, ki so v zgodovini odigrali svojo vlogo in ga je treba tako prepoznavati, ne? In si ne smemo dovoliti, ne, to, kar so naredili recimo pač pravosodje po osamosvojitvi, ko je deležne pravice na Veliki planini, ki so vedno pripadale samo, ne, kmetiji, ne, so jih šli razdeliti pač med, ne vem, 10 dedičev, ne, in ima danes agrarna skupnost namesto 56 upravičencev, ne, jih ima pa 600, ne, ali pa ne vem koliko, ne. Tako, v tem smislu, ne, jim je treba skozi razlagati, ta prostor je naš, ta prostor ima svoje znanja in ta znanje je treba v tem smislu spoštovati in prilagajati to, kar je zdaj pač Marjeta na koncu rekla, pač tudi pravni sistem življenju v Alpah, ne pa Alpe, ja, nategovati na neke druge zgodbe, ne, tako da. Evo. Nekajkrat sem že omenila, ne? Kulturna krajina, še posebej Gorska, Alpska, terja kulturne ljudi. Odgovorne, solidarne, spoštljive ljudi do sebe in do prostora, v katerega vstopajo. Pripravljena sodelovati pri skupnem cilju, kakovostnemu življenju v Alpah. Poiščemo jih še nove in ni dvoma, da jim bo Cipra pri tem velik navdih in pa spodbudo. Hvala vam za vse te kritične, iskrive misli, hvala za pogovor, vam pa hvala za pozornost.